da je bilo skozi zadnjih 20-30 let to področje izrazito zanemarjeno. Verjamemo, da gre za neka osnovna znanja, ki so nujno potrebna o finančnem opismenjevanju ali po digitalizaciji. Vsi vemo, da bomo to celo življenje potrebovali. Je glavni namen odgovorno vodenje osebnih in družinskih financ. Želimo v resnici, da ljudje diverzificirajo svoje naložbe. Lepo pozdravljeni v podkastu Ministrstva za finance. Moje ime je Katarina Matejčič. Ministrstvo za finance je pripravilo nov, predvsem pa bistveno bolj konkreten nacionalni program finančnega opismenjevanja, ki je namenjen prav vsem Slovencem. Predvsem pa temu, da se bomo vsi pametno, racionalno in poučeno odločali tako o svojih osebnih financah, kot tudi investicijah. Ter seveda, da bo kar najmanj prevar, ki smo bili v zadnjih mesecih večkrat priča. In zato je danes z mano v prvem podkastu nihče drug kot finančni minister Klemen Boštjančič. Pozdravljeni. Da takoj začneva, kakšen je torej glavni namen nacionalnega programa finančnega opismenjevanja in koga s tem naslavljate? Če odgovorim z enim stavkom, je glavni namen odgovorno vodenje osebnih in družinskih financ. Malo bolj konkretno pa to pomeni, da želimo doseči to, da bodo ljudje sprejemali odločitve na finančnem področju z premislekom, torej na dolgi rok, ne ad hoc, da bodo sprejemali odločitve informirani, torej da bodo vedeli, kaj posamezna odločitev lahko prinese, kar pomeni, da seveda da morajo relativno dobro ali pa bolje kot danes poznati različne finančne produkte, na koga ciljamo. Najprej na mlade, verjamemo, da se to začne že to izobraževanje ali pa bi se morali začeti v osnovnih šolah, potem v srednjih šolah. Ne samo na mlade, tudi na starejše, namreč odločitve na področju financ sprejemamo celo življenje, velikokrat se tega niti ne zavedamo, tako da torej ciljamo tudi na starejše, pa na podjetnike in na mala in srednja podjetja, kjer tudi zaznavamo pomanjkljiva znanja pri marsikakšnem podjetniku. Ste si zadali kakšne konkretne cilje? Raziskave kažejo, da prav mladi in pa potem upokojenci in starejši so slabše izobraženi, pa tudi sicer. Po raziskavi Eurostata smo Slovenci sicer med prvih 5, kar se tiče finančne pismenosti, pa še vedno to pomeni, da več kot 2/3 Slovencev so povprečno ali slabo finančno pismeni. Raziskava OECD, še slabši rezultati, smo pod povprečjem, torej je kakšen konkreten cilj. Ne vem, mogoče kakšna finančna prevara manj, kakšna dobra odločitev več, torej kaj konkretnega? Ne glede, da sicer vedno zagovarjam primerjave z drugimi, moram reči, da te raziskave, ki ste jih omenili, recimo, sem tudi sam malenko skeptičen do njih, recimo pri tej raziskavi, kjer je bila Slovenija relativno visoka, je šlo predvsem za vprašanja poznavanja določenih pojmov iz področja financ. Tako da ne, v resnici verjamemo, da gre za neka osnovna znanja, ki so nujno potrebna. Ne samo v Sloveniji, marsikje po svetu, ampak dajmo se fokusirati na Slovenijo. Tako da v tem konkretnem primeru pravzaprav ne gre toliko za primerjavo z drugimi državami, kot to, da zaznavamo izjemno pomanjkanje ali pa, če hočete, da je bilo skozi zadnjih 20-30 let to področje izrazito zanemarjeno. Pravzaprav nek del ljudi ali pa, če hoče, industrije na to ves čas opozarja, ampak preprosto grejo stvari mimo, tako da mi želimo to nasloviti. Zaradi tega smo seveda tik pred tem, da sprejmemo nov nacionalni program finančnega opismenjevanja. Star program, obstoječi program nacionalnega finančnega opismenjevanja je nastal leta 2010, pa ni seveda težava tega programa, da je star že 15 let. Težava je, da je to preprosto nek prosti spis. To, kar smo zdaj naredili in je bila tudi javna obravnava pravkar zaključena, tako da verjamem, da bomo na vladi sprejeli v januarju mesecu, je precej bolj konkreten program z konkretnim organom, ki se bomo rekli Svet za finančno opismenjevanje, in predvsem se mi zdi pomembno,
da naslavljamo, govorimo tudi o kazalnikih oziroma o KPI-jih, torej da bodo konkretno merljivi cilji, ki jih bomo zasledovali, in seveda verjamem, da se bomo s tem tudi lahko postavili ogledalo in videli, kako smo potem uspešni. Po podatkih Banke Slovenije ima večina Slovencev glavnina premoženja v nepremičnini, in tukaj je to mišljena predvsem prva nepremičnina, pa morda še kakšen vikend. Veliko glavnino prihrankov pa v bankah, imamo samo gospodinjstva kar 27 milijard in spet po podatkih Eurostata je to kar 49% vseh finančnih sredstev, za primerjavo Italijani 31%, čeprav so imeli tudi v obdobju zelo nizkih obrestnih depozitnih mer bistveno više, pa vendarle radi vlagajo tako državne menice, obveznice in seveda vse druge finančne inštrumente. Kaj bi bil torej recimo pri tem področju uspeh po letu 2-3 tega programa finančnega opismenjevanja? Jaz verjamem, da ravno te podatke, ki ste jih predstavili, kažejo na slab nivo znanja v Sloveniji. Velikokrat se govori, da smo Slovenci konzervativni vlagatelji, ampak v resnici dejstva na to ne kažejo. Seveda, če merimo to po odstotku premoženja na depozitih, potem bi lahko tako smatrali, ampak Slovenci smo tudi en od narodov, ki največ vlaga v odstotkih v kriptosredstva, ki veljajo za izrazito špekulativen instrument. Tako da absolutno se ne bi strinjal, da je to, ampak je to preprosto dokaz neznanja, kaj vse v resnici kapitalski trg ponuja. Tako da seveda ta del finančnega opismenjevanja je en del nujno potreben, ni pa to vse. Zato, da bomo razvili trg, je potrebno še vrsta drugih stvari opraviti. Ena zelo pomembna je to, kar je tudi tik pred tem, da na vladi potrdimo, je predlog zakona o individualnih finančnih računih. In pravzaprav to je recimo en produkt, ki verjamem, da bo skupaj z finančnim opismenjevanjem veliko pripomogel k ciljem, ki si jih želimo. Sami ste omenili, Slovenci radi skačemo iz ene skrajnosti v druge, tako je že nekaj časa, da to kaže tudi igre na srečo, pa razne piramidne scene, pa zdaj seveda kriptovalute. Hkrati pa je zelo malo vlagateljev, ki vlaga v Ljubljansko borzo, in to kljub temu, da so tam blue chipi podjetja, ki jih vsak od nas zelo dobro pozna, se dnevno srečuje z njimi, ne glede za to, gre za Krko in zdravila, tankamo na Petrolu, imamo zavarovanje pri zavarovalnici Triglav. Ljubljanska borza je bila v preteklem letu ena najdonosnejših na svetu, celo indeks je bil boljši kot glavnina ameriških. Zakaj se več vlagateljev ne odloča za vlaganje v podjetja, ki jih poznajo, ne v podjetja na nemškem, ameriškem, kitajskem trgu, ampak za domače podjetja, ki jih v bistvu imamo položena skoraj da v zibelko? Verjetno spet več razlogov. Osnova je ves čas enaka, torej relativno slabo znanje. Tudi to, da je pravzaprav precej lahko vlagati v vrednostne papirje ali na slovenski borzi ali na katerikoli drugi borzi. Razlogi so verjetno tudi malo zgodovinski. V Sloveniji smo imeli nekaj slabih izkušenj, imeli so jih tudi drugje. Govorim recimo o podrejenih obveznicah, mogoče izkušnja z certifikati. Predvsem govorim o tem, da so bili v Sloveniji še dolga leta potem so te slabe izkušnje izrazito potencirane. Ne, ravno to, kot ste omenili, visoka donosnost slovenske borze, pa pravzaprav sploh ne. In ste sami omenili, tudi jaz sem prebiral o tem, da je ena najbolj donosnih borz bila v letu 2024. Tako da, seveda pa razlog je tudi še kje drugje, v relativno majhnem številu družb, ki kotirajo na naši borzi. Torej, to je tudi eno področje, na katerem verjamem, da nas še nekaj dela čaka. Si prizadevamo, da bi še kakšno družbo uvrstili na borzo, kot je bila recimo en od zadnjih primerov Nova Ljubljanska banka. Prav način, če hočete, na nek način privatizacije Nove Ljubljanske banke, verjamem, da se je pokazal zelo uspešen in način, na katerega bi bilo smiselno se lotiti še kakšne druge družbe v državnem lastništvu. Donosnost SBI Top lani je bila skoraj 33%, zelo dobra, tudi dividendna donosnost. Nov igralec v lanskem letu, agencija Relax, pa vendarle, kot so že rekla, malo malih vlagateljev, ali bi lahko večje število malih vlagateljev spodbudili tudi razvoj celotnega kapitalskega trga, podjetja, da bi se uvrščala, morda se zadolževala tudi
preko izdaje obveznic, torej da se sproži nek domino efekt z nekim malim programom, ki ima lahko posledično velike koncentrične učinke. Gre za vrsto komplementarnih odločitev in ravno to strategija razvoja kapitalskega trga naslavlja. Torej, tako na eni strani povečanje družb, ki bodo kotirale na organiziranem trgu kapitala, pri čemer še posebej poudarjam, seveda je na strani nas, da na kakšno od trenutno še državnih družb uvrstimo na trg. Ampak ravno to, kar je Relax naredil, želimo tudi vzpodbuditi, da bodo imele zasebne družbe interes, da se jim približa in da se na ta način tudi omogoči hitrejše, če hočete tudi boljše financiranje teh družb. Tukaj je enormen potencial, tako da so v resnici tudi cilji ali pa, če hočete, učinki bistveno večji kot samo oplemenitenje depozitov na računih prebivalcev. Slučajno obstaja kakšen čez prst izračun, kaj bi bilo, če bi recimo dobrih 10% depozitov, ki so zdaj več ali manj nevezani in obrestovani skoraj blizu nič, se nekako prelilo v druge finančne naložbe. Kakšen bi bil to posreden finančni učinek, torej tako čez kapitalske dobičke, obdavčitev dividend, posledično tudi več prihodkov oziroma razpoložljivega prihodka, večja potrošnja, večji DDV, višje trošarine. Zavrti se en tak cel krog, ki ima seveda pozitivne učinke tudi na državno blagajno. Absolutno drži. Na ministrstvu smo sicer delali neke projekcije, ampak ravno zaradi tega, kar ste povedali, ker gre za zelo kompleksen, torej temu, ki ste rekli, da za eno domino sprožiš vrsto učinkov, so seveda tudi te učinki na različnih področjih. Tako da ja, in večina njih je pozitivnih, vendar pa vseeno naj se vrnem čisto na začetek. Mi se pogovarjamo o finančnem opismenjevanju. Kar si ves čas želimo je, da se ljudje seveda na eni strani zavedajo priložnosti, ki se jih danes ne zavedamo, a na drugi strani tudi tveganj. Torej želimo, da so ljudje poučeni in da znotraj tega sprejemajo odločitve, ki verjamem, da so ključne za vsakega posameznika. In glede na to, da so v pripravi, kot sva že omenila, individualni računi, katere so tiste naložbe, ki bodo imele nek ta vmesen prostor med donosnostjo in tveganjem, pa hkrati tudi neko varnostjo in so torej za državljane dobri. Kaj želite najbolj spodbujati? So to menice, so to ljudske obveznice, so to slovenski blue chipi ali so to konec koncev pokojninski skladi in recimo vzajemni skladi? Tako kot je predlog zaenkrat spisan, želimo v resnici, da ljudje diverzificirajo svoje naložbe. Torej, da v resnici se ne fokusirajo v eno naložbo, ampak da v resnici da vložijo v različne instrumente, torej ali ste jih sami omenili, menice, obveznice, vrednostne papirje in lahko tudi bolj tvegane. Tako da v resnici ta zakon, tako kot je spisan, bo prav spodbujal različne instrumente. Celo ideja je, da se zahteva, da v več različnih instrumentov vložiš, ne samo v enega. Veliko smo se ukvarjali tudi z slovenskim organiziranim trgom. Torej, na eni strani bo spodbujal, zato je precej smo se med sabo pogovarjali o odstotku, ki mora biti vložen na slovenski trg. Na eni strani si želimo spodbujati, jasno, slovenski trg kapitala, ampak na drugi strani pa ne želimo, da bi bili preveč omejeni, ker bi seveda lahko tako omejil, da bi zaradi tega recimo na nek način vrednost tudi teh vrednostnih papirjev rasla več, kot bi sicer. Tako da tukaj treba biti zelo pazljiv, tako da na nek način ta zakon je kot tak pokriva široko področje, ampak na drugi strani ves čas želimo biti tudi čim bolj enostavni, tako da ga bodo ljudje razumeli. Zakon je tudi vrsta administrativnih razbremenitev, pa seveda na koncu davčne ugodnosti, tako da si v resnici res želimo, da bi čim širši krog prebivalcev vstopil v to. Za konec rekli ste, stari program je star 15 let. Za koliko časa mislite, da je pripravljen ta novi in na koliko časa se bo delala neka analiza, pregled, da se vidi, ali so te konkretni cilji, konkretni KPI dejansko doseženi ali treba karkoli prilagajati, sploh glede na to, da bo še letos
predvidoma nova ljudska obveznica, pa da bodo individualni računi, kar pomeni, da bo več stvari, ki bodo nekako ljudi spodbudile k temu, da se odločijo za vlaganje, poleg seveda izobraževanja. Ključna razlika tega novega programa v primerjavi s starim je, da želimo biti konkretni. Torej, da to, kar se tudi sicer ves čas izogibam nekim prostim spisom, ki so sami sebi namen, to je brez veze, zato da rečemo, da smo program sprejeli in ga nihče ne bo upošteval, je seveda nesmiselno. Ta osnutek, ki smo ga predstavili, že zaenkrat pokriva 10 različnih področjih, kjer bi merili tako imenovane KPI-je. Kot sem rekel, ključni organ pri tem bo Svet za finančno opismenjevanje, ki bo v resnici določal in tudi prilagajal te kazalnike. In zelo pomembno, torej na eni strani morajo biti merljivi, na drugi strani mora biti pa časovnica, v kateri se bodo cilji določali in seveda s časoma tudi prilagajali, vsaj enkrat na leto bo moral poročati vladi. Tako da v bistvu gre za nek način program, ki se bo razvijal. To ni nek dokument, ki bo ostal v predalu, ampak ki bo pravzaprav vsako leto rastel in bo vsako leto nekaj novega in verjamem, da se bo prilagajal situaciji, ki bo pač na trgu. Omenila so že prej, da so mladi v bistvu med najmanj finančno pismenimi, hkrati najbolj podvrženi tveganjem ali pa neki prevari, ravno zaradi socialnih omrežij in podobno. Ali obstaja kakšna možnost, da bi bilo nek predmet finančnega opismenjevanja oziroma kakorkoli bi se imenoval, vključen tudi v osnovne ali pa vsaj srednje šole v kratkem? Rekli ste, ta program se bo meril letno, ampak da bi se to v nekem doglednem času vključilo v vsakoletno izobraževalno osnovo. Absolutno je to eden od ciljev, torej tudi cilj, ki je enostavno ga razumeti in tudi enostavno meriti. Zdaj seveda pot do tja ni najbolj enostavna. V Sloveniji je relativno specifičen sistem določanja kurikulumov in vsebin. Že do zdaj smo bili mi zelo aktivni, še bolj aktivni ali pa če želite še bolj glasni, pa bomo v naslednjih mesecih in letih. Jaz sem trdno prepričan, da je to nujno potrebno, torej da predmet finančnega opismenjevanja, kakorkoli se bo že imenoval, nujno sodi v kurikulum osnovnih in srednjih šol. Podobno je tudi z digitalizacijo, deloma se da to celo povezati pa prekrivati, tako da absolutno sem prepričan, da so v delu kurikulumi v Sloveniji zastareli. Recimo, srednješolci morajo danes vedeti, kaj je to mitohondri, ali pa morajo poznati buržoazne revolucije na Nizozemskem in v Angliji, medtem ko ničesar ali pa skoraj ničesar ni o finančnem opismenjevanju ali pa o digitalizaciji, pa vsi vemo, da bomo to celo življenje potrebovali, torej mladi in stari. Zato moje provokativno vprašanje, imamo dovolj ljudi, ki jih bojo to naučili? Verjamem, da to, kar želimo narediti, je deloma možno izvesti z obstoječim kadrom, z obstoječimi profesorji. Jaz imam kar nekaj stika tudi z njimi, tako da se da, seveda ne čez noč, ampak pravzaprav govorimo o nekih vsebinah, ki verjamem, da so dovolj široke, tudi na koncu dovolj poljudne, da ne bi bilo samo po sebi potrebno, da bi zdaj morali izobraziti neko novo vojsko profesorjev. Hvala lepa in srečno seveda z vašim cilji, programom in pa tudi umeščanjem v šolske programe. Hvala tudi vam.